Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške televizije v zadnjem mesecu leta, ko so že marsikje prižgali lučke na prazničnih drevesih. Obiskal pa nas je tudi prvi dobri mož Miklavž. Na Bistriškem bodo v veselem decembru številne prireditve, med njimi tudi humanitarne, pa koncerti in gledališke predstave. V pripravi pa je tudi Božičkov sejem, ki bo odprl svoja vrata na grajskem dvorišču v Slovenski Bistrici 19. decembra. Medtem pa se bo zgodilo še marsikaj novega, o čemer bomo poročali v naslednjih informativnih oddajah. Tokrat pa nekaj o prazničnih prireditvah in drugih pomembnih dogodkih na Bistriškem, zato prijazno vabljeni k ogledu informativne oddaje. Slovenjebistriški razvojno-informacijski center na novinarski konferenci predstavil praznične dogodke v decembru. Kar 600 Impolovih upokojencev na prednovoletnem srečanju. Dedek Mraz obdaroval tudi otroke zaposlenih v Impolu. Grajska tržnica je bila preteklo soboto obarvana s humanitarno noto. DPD Svoboda, Slovenska Bistrica, slavnostno prireditvijo obeležila obletnico rojstva pesnika Prešerna. Na grajskem dvorišču množica otrok pričakala 1. decembrskega dobrega moža Miklavža. V teku je policijska akcija, namenjena voznikom motornih vozil, in sicer Napihaj 00. V rubriki Lokalne novice o predprazničnih dogodkih, akciji Slovenjebistriškega Rdečega križa in podjetniškem dnevu. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v četrtek, 1. decembra, pripravil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili prireditve prazničnega decembra. Začeli so v ponedeljek, 5. decembra, ko je otroke na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu obiskal sveti Miklavž s svojim spremstvom. V kulturnem programu je sodeloval otroški pevski zbor glasbene šole Slovenska Bistrica. V nadaljevanju meseca bo zelo živahno na osrednjem mestnem trgu. Od 19. do 24. decembra bo potekal Božičkov sejem z lokalno ponudbo in s predstavitvijo pobratenih občin. Precej pozornosti bodo namenili najmlajšim, ob večerih pa bodo nastopale različne glasbene skupine. Dogajanje bodo zaključili s silvestrovanjem skupino Napev. Sicer pa je magistra Monika Kirbiš-Rojs, direktorica RICA Slovenska Bistrica, na novinarski konferenci povedala, da so bili letos še posebej dejavni in tudi uspešni. Med drugim so pridobili 7 pomembnih projektov, 3 so prijavili, še 4 pa so v pripravi. Ponosni so tudi na spletno tržnico, saj so v zadnjih 2 letih prodajo povečali za skoraj 90%. Vodstvo Impola je tudi letos pripravilo tradicionalno srečanje za upokojence, ki so bili nekoč zaposleni v njihovem podjetju. Na srečanju, ki je v petek 2. decembra potekalo v športni dvorani v Slovenski Bistrici, se je zbralo 600 bivših delavcev. Prijetno vzdušje v športni dvorani so popestrili s programom, v katerem so zbrane pozdravili otroci iz vrtca Otona Župančiča, člani skupine Aplavz in zasedba Okteta Tinje. Prav tako sta zbrane nagovorila predsednik upravnega odbora Jernej Čokl in glavni izvršni direktor Edvard Slaček. Med kosilom so si upokojenci lahko ogledali film 191. leto Impola. Nasmejani obrazi in prijeten klepet bivših sodelavcev so spremljali tudi letošnji dogodek. Poslovili so se s toplimi stiski rok in z mislimi, da se prihodnje leto ponovno srečajo. Podjetje Impol je soboto, 3. decembra, v športni dvorani v Slovenski Bistrici organiziralo že 5. srečanje otrok svojih zaposlenih z dedkom Mrazom. Zbralo se je skupaj okoli 900 otrok in njihovih staršev, pa tudi starejših sestric in bratcev. Predstava Praznična mineštra je pritegnila mlado in staro. Otroci so lahko ustvarjali tudi na prazničnih delavnicah in se ob tem še malo posladkali. Seveda so vsi otroci nestrpno pričakovali prihod dedka Mraza, ki je za otroke tudi letos pripravil darilca. Razigrani, nasmejani in veseli otroci so se imeli lepo, prav tako so njihovi starši poklepetali s svojimi sodelavci in prijatelji. Prav tako v soboto, 3. decembra, je bilo živahno tudi na grajski tržnici v Slovenski Bistrici.
Poleg bogate ponudbe na tržnicah je Zavod za kulturo v sodelovanju s Slovenjebistriškim območnim združenjem Rdečega križa organiziral zbiranje igrač, knjig in šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin. Treba je povedati, da je bil odziv dober. Dogajanje so popestrili tamburaši Kaufler. Oba? V soboto 3. decembra je delavsko prosvetno društvo Svoboda Slovenska Bistrica obeležilo s prireditvijo Ta veseli dan kulture obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna. Najprej so odprli fotografsko in likovno razstavo, na kateri so postavili na ogled svoja dela udeleženci slikarsko-fotografske kolonije, ki je bila v domu veteranov na Brinju. Organizator likovne razstave je bil Rok Dragič, fotografske pa Drago Jovič, uvod v slovesnosti odprl Janko Kovačič, predsednik Zveze Svobod Slovenska Bistrica. Na prireditvi so se predstavile tudi druge sekcije, ki delujejo v okviru DPD Svoboda.
V ponedeljek, 5. decembra, je v organizaciji Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica v prostorih Ljudske univerze v Slovenski Bistrici potekal tretji podjetniški dan. V okviru programa so udeležence uvodoma nagovorili direktorica družbe Obzorja magistra Jožica Planinšec, direktorica RIC magistra Monika Kirbiš-Rojs in vodja urada za delo Slovenska Bistrica Marjeta Kovač. Kot poseben gost se je podjetniškega dne udeležil tudi magister Ivan Simič iz skupine Simič & Partnerji d.o.o. iz Ljubljane, ki je predaval o spremembah zakona o davčnem postopku. O spremembah zakona o dohodnini v letu 2017 je spregovorila Mateja Črnec iz družbe Obzorja, Tomaž Repnik iz RIC-a pa o možnosti pridobitev nepovratnih sredstev v okviru programa podeželja lokalne akcijske skupine Las dobro za nas. Direktorica družbe Obzorja Jožica Planinšec je udeležence seznanila še s problematiko DDV in nepremičnin ter napovedanih spremembah zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Kot primer dobre prakse je bilo predstavljeno družinsko podjetje Hotel Leonardo iz Slovenske Bistrice. Odvetnik Klemen Vogrinec je predstavil pravne možnosti v zvezi z neplačniki. Po razpravi o aktualnih temah in uradnem zaključku so za udeležence podjetniškega dne pripravili tudi pogostitev. Z miklavževanjem so se v ponedeljek, 5. decembra, v Slovenski Bistrici začele prireditve prazničnega decembra. Na notranjem dvorišču Bistriškega gradu je otroke obiskal sveti Miklavž s spremstvom in jim podaril tudi darilca. V kulturnem programu je nastopil otroški pevski zbor Glasbene šole Slovenska Bistrica. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavanih je bilo 7 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 1 tajitev, goljufija in drugo. Ošelj. Neznani storilec je v času od 14. do 28. novembra letos skozi okno vlomil v vikend, iz katerega je odtujil 1500 litrov kurilnega olja, 100-litrsko cisterno, 50 litrov vina, 300 kg peletov in električno kotno brusilko. S tem dejanjem je bil lastnik oškodovan za okoli 2500 evrov. Poljčane. Na telefonsko številko policije 113 je poklical neznani storilec, ki se je predstavil z imenom druge znane osebe ter prijavil grožnjo znane osebe s strelnim orožjem. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec storil kaznivo dejanje s tem, da je zlorabil znamenje za pomoč in nevarnost in zloraba osebnih podatkov. Slovenska Bistrica. Na policijsko postajo je prišel oškodovanec, ki je na bančnem avtomatu dvignil gotovino in jo pozabil v reži bankomata.
Ob vrnitvi do bankomata je ugotovil, da je denar pred tem vzel neznani storilec. S tem početjem je oškodovan za 40 evrov. Neznani storilec je skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. V notranjosti hiše je preiskal prostore, nato pa je iz nočne omarice ukradel več kosov različnega zlata. S tem početjem je oškodoval lastnika za okoli 1000 evrov. Neznani storilec je iz trgovine z gradbenim materialom odnesel pnevmatsko kladivo ter s tem dejanjem oškodoval lastnika za okoli 950 evrov. Prav tako neznani storilec je na enem od bencinskih servisov v Slovenski Bistrici osebni avtomobil natočil nekaj več kot 12 litrov goriva v vrednosti 15 evrov ter odpeljal, ne da bi plačal račun. S tem dejanjem je oškodoval podjetje za 15 evrov. Policisti so obravnavali 18 prometnih nesreč, odvzeli 5 vozniških dovoljenj in motorno kolo, podali 4 obdolžilne predloge in napisali 66 plačilnih nalogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali 2-krat, obravnavali prekršek zakona o zaščiti živali, eksplozijo v kaminu ter požar v kurilnici. Spoštovani, oddaja se je iztekla in če vam bo toplo ob prihodnjih decembrskih prireditvah, obogatite s svojo toplino tudi tiste, ki jim je hladno pri srcu, ki so osamljeni in bolni, in to je največje darilo, ki ga lahko podarite. Pa ne pozabite v teh hladnih dneh še na živali, ki živijo na prostem. Hvaležne vam bodo. Največji junak pa boste, če boste sedli za volan popolnoma trezno. Pa srečno!